Gospodarska zbornica Slovenije je 6. marca 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani slovesno podelila slovenske gospodarske oskarje, nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Gre za najstarejša in najprestižnejša tovrstna priznanja v Sloveniji, podeljujejo pa jih gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Nagrajence je uvodoma nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je med drugim dejal: Ne vidim druge možnosti, kot da pogledamo, kaj je tistega v naši družbi, v našem gospodarstvu in v svetu nasploh, kar nam je v splošno korist, in to razvijamo v svojih najboljših močeh. Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije so prejeli Andrej Bajuk, Tem Čatež, Andrej Božič, Steklarna Hrastnik, Albert Erman, Magneti Ljubljana, dr. Tomaž Kmecl, Kolektor Etra, doktorica Marjana Karla Rebernik, Atoteh Slovenija in Jernej Zupančič, Klingrad. Rdeča nit podelitve je bila misel: umetnost sodelovanja je skrivnost uspešnosti, in zato so bili tokratni podeljevalci iz kroga sodelavcev še posebno presenečenje. Kaj pa sodelovanje pomeni nagrajencem oziroma kakšne so lastnosti dobrih sodelavcev, ki v poslovnem okolju dajejo krila letošnjim prejemnikom nagrade Gospodarske zbornice Slovenije? Umetnost sodelovanja se skriva v družinskih vrednotah, ki smo jih prenesli v poslovni svet in na teh temeljih gradimo svojo prihodnost. Jaz vidim umetnost sodelovanja predvsem v našem podjetju do, razumevanja sodelavcev, razumevanja naših kupcev in dobaviteljev. Mislim, da firma brez timskega sodelovanja in medsebojnega razumevanja ne more delovati. Dober sodelavec je drugačen, kot sem jaz. Šele v mozaiku skupaj smo, odličen tim z različnimi karakteristikami. Definitivno to, da sledijo isti poti, isti smeri in da so lojalni in pripadni. V prvi liniji izbiramo samo tiste, ki imajo karakterne dobre lastnosti in ki so po naravi zmagovalni tipi. Ob koncu je nagrajencem čestital predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek, ki je leta 2012 tudi sam prejel to prestižno priznanje. Poudaril je: Vso energijo bi morali posvetiti ustvarjanju jasnega in predvidljivega poslovnega okolja. Takšnega, ki bi spodbudilo domače in tuje vlagatelje k bolj pogumnemu investiranju in ključnemu cilju, odpiranju novih delovnih mest v gospodarstvu. Verjamem, da so nam letošnji nagrajenci pri tem lahko vzor.